Od polnoči bodo veljale nove, višje cene pogonskih goriv. Dizel bo dražji za približno 17 centov, bencin pa za 11 centov in pol. Dvig cen bi bil precej višji, če vlada ne bi znižala trošarin in začasno ukinila okoljsko dajatev. Cene bo vlada po novem oblikovala tedensko in ne več na 2 tedna, so še sporočili. Težave pri oskrbi s pogonskimi gorivi se sicer nadaljujejo. Tudi danes na nekaterih črpalkah ni dizla ali bencina. Kmetovalci že 2 tedna opozarjajo, da jim primanjkuje nafte, zato je kmetijsko ministrstvo največjega trgovca z gorivi pozvalo, naj nemudoma zagotovi gorivo za kmetijsko dejavnost. Pri razvozu bo, če bo potrebno, pomagala tudi vojska. Petrol je medtem podražil bencin in dizel na črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah, kjer cene niso več regulirane. Tanja Volmut. Bežigrad črpalka ob glavni Dunajski cesti. Bencina ni bilo, dizel pa. In do ceste vrsta čakajočih voznikov. Črpalka čez cesto prazna, goriva ni bilo. Tu Mosta, Ljubljana, Šiška, Bežigrad, posudi je. Kaj ni bilo, ni? Ni bilo je, vse pumpe je zaprte. Kaj pa zdaj, danes ste... Zdaj se je tudi na Kajuhu, na Petrolu pump, tudi ni goriva. Je težav, ja. Glede na to, da imamo firmo, pa imamo več kombijev, pa tega pa je kar problem. Zdaj te kanistre vozijo, pa tankajo, to je čist brez veze. Samo delajo tisto zmedo. Malo je gužva bila, ki si v koloni stal, ampak drugače pa se da. Naprej proti Mengšu, največji črpalki pri krožišču ni bilo bencina. Živa katastrofa, kar se tega tiče. Ampak jaz sem šel v Domžale, to je bilo v petek, sem še dobil gorivo, pa je bila pa že vrsta. Tako tudi ponekod v Kamniku. Sem videl, da so čudne stvari na teh črpalkah, da se čudne stvari dogajajo. Problem je, ker moraš zdaj googlati, kje bi sploh tanku, da se ti sploh splača. Če greš, na primer, včeraj smo šli v Koper in boš sploh dobil za gorivo nazaj. Vozniki si pomagajo tudi s tem zemljevidom, kje je gorivo.si, kjer sami napišejo, kje na črpalkah po Sloveniji sta bencin in nafta in kje ne. Sem dopreli avtobus je tanko. Pa nekje je, ne? Jaz mislim, da je tle samo panika. Ljudje preveč paniko delajo. Narečem kmetje, to razumem. Klic obupanega pa po današnjem sestanku obrambnega kmetijskega ministrstva in kmetijsko-gozdarske zbornice. Takšne so težave nekaterih kmetov. Je bil ta izziv zelo velik, ko na črpalkah ni bilo kmečke nafte oziroma kurilnega olja. In so nas kmetje opozarjali, da se tudi po 2 uri vozijo okrog in iščejo, kje bojo dobili tisto potrebno nafto. Medtem se je vlada ostro odzvala na dogajanje na Petrolovih črpalkah že sinoči. Petrol še vedno ne izpolnjujejo pričakovanj ljudi, niti svojih dolžnosti. Zato smo sprejeli celo vrsto sklepov. Sklepi so vam pisno posredovani, jaz jih ne bi komentiral, tudi zaradi tega, ker je to v interesu bodočih preiskav. Razmišljajo o kazenski ovadbi odgovornih v Petrolu zaradi suma kaznivega dejanja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva. Včeraj tudi gospodarski minister. Jaz bi sam rad pomiril, nafte bo tudi v bodoče absolutno dovolj. Z Petrola odgovorov danes nismo dobili, so pa za jutri sklicali novinarsko konferenco. Zmola pa, da je pritisk še vedno zelo močan, zato za določen čas, ki zmanjka gorivo. A da dostopnost do goriva po celi državi ostaja njihova prioriteta.